V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, danes obhajamo god svetega Tita, učenca svetega Pavla, ki je živel in deloval na samem začetku cerkve, v 1. stoletju, ko je bilo treba krščansko vero oznanjati in širiti po vsem takrat znanem svetu, kar je tako za Jude kot za pogane pri srečanju s krščanstvom predstavljalo posebno novost, je bil predvsem nauk o Sveti Trojici. Zato se bomo danes v okviru naše kateheze, pouka o verskem nauku, na kratko posvetili tej temi, verski resnici. Mi kot kristjani izpovedujemo vero v enega Boga, v treh božjih osebah. Torej obstaja en sam Bog, ne trije bogovi, ampak tri božje osebe. Kako to razumeti? Ta resnica je največja skrivnost naše vere, kar pomeni, da je s človeškim razumom ne moremo v celoti dojeti, lahko pa vseeno pojasnimo, da ni v nasprotju s človeškim razumom, temveč ga presega, in poskušamo s človeškimi pojmi pojasniti, kaj točno ta verska resnica vsebuje. Vsakič, ko naredimo znamenje križa, naredimo to izpoved vere, prikličemo tri božje osebe, Očeta, Sina in Svetega Duha. Skupno jim je božje bivstvo, kakor je nam vsem skupno, da smo ljudje, da imamo bistvo človeškega bitja, ki je sestavljeno iz telesa in razumne duše. Tako imajo tri božje osebe skupno božanskost, ki je v njih nerazdeljena, in so popolnoma pravi Bog. Toda kako naj razumemo, da božanskost v njih ni zmanjšana s tem, da so tri osebe, ne le ena? Da bi to razumeli, lahko vzamemo pravkar omenjeno primerjavo, čeprav ni popolna. Tako kot nam je skupna človeška narava, da smo ljudje, tako so tri božje osebe Bog v polnem in pravem pomenu besede. Vsak od nas je človek v pravem pomenu besede, čeprav se razlikujemo po značajskih lastnostih spolu, videzu, sposobnostih in tako dalje. Seveda teh razlik pri Bogu ni, ker je popoln, a vseeno ločimo tri božje osebe. Zato se sprašujemo, kaj dela te tri osebe posebne in kako jih lahko prepoznamo, kaj je edinstvenega pri vsaki od njih. Za razliko od nas ljudi, katerih posebnosti predstavljajo nekaj omejenega, pri Bogu ni tako. Prepoznamo tri božje osebe, prepoznamo po njihovih medsebojnih odnosih. Vsako od treh oseb definira že samo ime, iz njega lahko izpeljemo njihove posebnosti. Oče kot prva božja oseba ima svoje očetovstvo, kar pomeni, da se iz njega kot druga božja oseba rodi sin. To rojstvo seveda ni omejeno in začasno kot človeško, ampak božje, večno. To je večni božanski proces, ki ga lahko razumemo znotraj duhovne kategorije. Tako kot se misel rodi v našem umu, čeprav je ne vidimo s človeškimi očmi, a vemo, da je resnična, ker prepoznamo njene učinke, tako se tudi v Bogu zgodi tisto, kar ustreza njegovi božji naravi. To pa je večno dejanje rojevanja, s katerim prepoznamo Sina kot drugo božjo osebo,
ki pa s tem, da je druga, ni manjša od očeta, ampak jo v istem smislu priznavamo za Boga. Končno se iz njunega odnosa, Božje ljubezni, pojavi tretja Božja oseba, Sveti Duh. Tako prepoznavamo njihova razmerja, očetovstvo kot odnos očeta do sina, sinovstvo kot odnos sina do očeta, odnos Svetega Duha do očeta in sina pa je teološko definiran kot navdih. To so torej njihove posebnosti, ki ne predstavljajo omejitve, temveč so izraz njihovih božanskih odnosov, ki ohranjajo vse lastnosti popolnosti, ki jih pripisujemo Bogu. Po čemer še moramo prepoznati tri Božje osebe, je njihova dejavnost v zgodovini Božjega razodetja. Tako vsaki osebi pripišemo določeno dejanje, čeprav pri vsem tem sodelujeta tudi ostali dve Božji osebi. Kajti vse, kar Bog dela, je enako delo vseh Božjih oseb, čeprav včasih s svojim človeškim razumevanjem prepoznamo eno točno določeno osebo. Tako očetu pripisujemo delo ustvarjanja sveta in človeka, kjer je on prva oseba, v kateri prepoznavamo moč in oblast, s tem pa seveda povezujemo delo stvarjenja. V drugi osebi, sinu, prepoznamo delo odrešenja. Za nas je postal človek, se učlovečil in umrl na križu, da bi nas spravil z Bogom, da bi nam podelil odpuščanje grehov. Tretji Božji osebi, Svetemu Duhu, pa pripisujemo posvečenje naših duš. Na binkoštni dan sta ga poslala Oče in Sin in je svoje darove podelil apostolom, Jezusovim učencem. Takrat pa je Cerkev začela delovati in se širiti. Podeljuje nam vse milosti, potrebne za naše posvečenje. Tako lahko v času Stare zaveze prepoznamo vlogo očeta ob Jezusovem prihodu na ta svet in njegovem dejanju, njegovem odrešenskem delu, do njegovega vnebohoda v nebesa prepoznamo vlogo druge Božje osebe, Sina, s prihodom Svetega Duha pa v času življenja in delovanja Cerkve, v katerem se sedaj nahajamo, prepoznamo vlogo tretje Božje osebe. Tako, dragi verniki, je Presveta Trojica velika skrivnost naše vere, ki naj nas navdaja s čudenjem in spoštovanjem pred Božjim veličastvom, njegovo vzvišenostjo, da bi spoznali, da nas vedno neizmerno presega in da bi se mu morali pokloniti in v veri izraziti svojo predanost, da bi bili deležni njegovega skrivnostnega Božjega življenja. Amen. V imenu Očeta in Sina, Svetega Duha.